11. etapo smo začeli v Manfredoniji, obmorskem mestu južno od polotoka Gargano. Sprva smo kolesarili blizu obale, prečkali smo hudourniško reko Torrente Candelaro in se peljali mimo jezera Salso, obsežnega mokrišča s trtiščem in bogatim ptičjim svetom. Sledil je prehod čez kanal Cervaro Nuovo, nato pa vožnja skozi Lampapaco in Lido di Rivoli, kjer smo prečkali še reko Carapelle. V bližini stoji Torre di Rivoli, dobro ohranjen obalni stolp iz 16. stoletja, del nekdanjega obrambnega sistema Neapeljskega kraljestva. V Zamponeti nas je pričakalo neprijetno presenečenje. Cesta, po kateri bila speljana naša trasa, je bila zaprta. Ker je bilo do zapore še nekaj kilometrov, smo upali, da bomo s kolesi lahko nadaljevali. Obvoz je pomenil velik časovni pribitek. Tu smo v senci ogromnih borovcev pomalcali, malo počili in se odpravili naprej. Skozi Trinitapoli smo prispeli v Barleto, mesto s približno 95.000 prebivalci, v katerem izstopajo romanski grad iz 10. stoletja, kolos iz Barleta, bazilika Svetega groba in stolnica Sante Maria Maggiore. Na mestnem pokopališču v predmestu je tudi spominska kostnica jugoslovanskih borcev, ki so med drugo svetovno vojno umrli v vojaških bolnicah južne Italije. Ulice mesta smo delno prepešačili. Kolesarjenje po stoletja starih kockah, kamnitih, zlizanih, so dodale dodaten pridih samemu mestu. Ob obali smo nadaljevali proti mestu Trani, pomembnemu pristaniškemu mestu z okoli 55.000 prebivalci. Stolnica iz 12. stoletja, posvečena svetemu Nikolaju Romarju, potem številne stavbe, zgrajene iz svetlega kamna, ki ga še danes pridobivajo v okoliških kamnolomih, dajo mestu prepoznaven pečat.
V zadnjem delu etape smo zapustili obalo in zavili v notranjost. Čakal nas je 15-kilometrski vzpon skozi oljčne nasade proti Koratu, cilju etape. Mesto leži na 232 metrih nadmorske višine in je pomembno kmetijsko ter industrijsko središče v zaledu Barija.